Dragi brati in sestre, bela nedelja. Bela nedelja od katehumenov. Voščim vsem lepo belo nedeljo. Evangelij bele nedelje nam vsako leto kliče v spomin vrh gore Sion in dvorano zadnje večerje. Prvi del evangelija se dogaja na dan Kristusovega vstajenja proti večeru. Drugi del pa 8 dni pozneje. Evangelist Janez poroča, da so učenci bili za zaklenjenimi vrati iz strahu pred Judi. Morda pa so za zaklenjenimi vrati bili tudi iz strahu pred Jezusom. Kajti zadnje dni se kot njegovi učenci niso preveč izkazali. In je precej razumljivo, da si srečanja z njim najbrž niso ravno želeli. Jezus pa naenkrat stoji med njimi in jih pozdravlja z besedami: mir vam bodi. Nobenega karanja in nobene grožnje, nobenega očitka, nobenega stvarjenja, temveč mir vam bodi. In učenci takoj opazijo in spoznajo, da tu ni nobenega razloga za strah in nobenega povoda za zadrego, kajti vse je odpuščeno in pozabljeno, vse je urejeno in poravnano. Kristus jim ves poveličan govori: tu je sad mojega trpljenja in smrti in vstajenja. Mir. Prinašam in podarjam vam mir. Najprej mir med ostalim in njegovimi učenci. Tako je nato pa mir vsem ljudem. Prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim jih zadržite, so jim zadržani. Greh vzbuja in povzroča strah, odpuščanje pa prinaša in podeljuje mir. Na odpuščanju svet stoji, ker odpuščanje ustvarja mir in blaginjo. Notranji mir in notranjo duhovno blaginjo, ki jo Kristus svojim učencem obljublja že v svojem poslovilnem govoru pri zadnji večerji. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne kakor ga daje svet, vam ga jaz dajem. Vaše srce naj se ne straši in ne plaši. In Gospod kot znamenje istovetnosti učencem kaže svoje rane in svojo stran. In tudi Tomaž kot pogoj za svoje verovanje postavlja rane in stran. Rane in stran so prepričljiv in otipljiv dokaz, kajti Kristus nas rešuje in osvobaja svojo krvjo. Kakor piše apostol Janez v prvem pismu: če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj združeni in kri njegovega Sina Jezusa Kristusa nas očiščuje vsakega greha. In kakor piše v razodetju o oblečenih v bela oblačila, to so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti, ter so oprali svoje oblačila in jih pobelili v jagnjetovi krvi. Oblačila poveličanih knjig razodetja pa so bela, ker so oprana v krvi jagnjeta, čigar runo je brezmadežno bela volna, ki spreminja rdečo barvo naših grehov v belo barvo naše svetosti. Kakor piše že prerok Izaija: pridite, pravdajmo se. Če so vaše grehi rdeči kot škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor bagrovina, bodo beli kakor volna. Dragi brate in sestre, naj bodo tudi oblačila vaših duš vedno bela, kakor volna velikonočnega jagnjeta. Amen.